Center za raziskave atmosfere na Univerzi v Novi Gorici deluje že od leta 2004 in sicer naš cilj so raziskave fizikalnih lastnosti atmosfere, od njenih najbolj spodnjih plasti, se pravi pritlehnih plasti, pa tja do ionosfere. Zdaj, v pritlehnih plasteh nas predvsem zanima transport aerosolov, to so recimo tudi onesnaževalci, zanima nas veter, naprimer zelo se usmerjamo v raziskave pojava burje, v višjih plasteh nas zanimajo pa vplivi ionosferskih lastnosti na signale za satelitsko navigacijo, zanima nas vsebnost vodne pare v atmosferi in naše raziskave so v veliki meri eksperimentalno usmerjene. Imamo eksperimentalne naprave, veliko večino njih smo tudi sami razvili, kot recimo lidarske sisteme, kot tale mobilni lidar ali pa lidarske sisteme na observatoriju na Otlici. In z njimi pač se trudimo pridobiti čim bolj kvalitetne podatke, ki jih potem v povezavi z pač analizo teh podatkov in z modeli pač na podlagi tega skušamo razložiti in pač nekako razjasniti, kaj se v atmosferi zares dogaja. Raziskave atmosfere so majčkeno težke v primerjavi z drugimi, zato ker pač enostavno ne moremo iti tja in pač tisto raziskovati, ampak moramo nekako to s pomočjo daljinskega zaznavanja doseči. In metode daljinskega zaznavanja so pa malo bolj pač zapletene, ker lahko samo posredno ugotovimo lastnosti pač pojavov, ki jih proučujemo. V zadnje čase imamo kar nekaj novih rezultatov z področja raziskave burje. Pred kratkim smo namestili nov dvodimenzionalni anemometer, se pravi merilec vetra, s katerim lahko enkrat na sekundo zapisujemo smer in hitrost vetra. In pač že zdaj lahko z gotovostjo trdimo, da bodo te meritve kar precej pripomogle k razumevanju sunkov burje in pa tudi nekako bodo pripomogle k boljšemu modeliranju in napovedovanju pojava. Tako da glede tega bom prepustil besedo svoji kolegici Maruški Mole, meteorologinji, ki se pač s tem ukvarja in bo z tega področja naredila tudi doktorsko disertacijo. Jaz sem Maruša Mole, sem doktorska študentka v laboratoriju za raziskave atmosfere. V zadnjem letu in pol se aktivno ukvarjam z raziskovanjem pojava burje. Burja, ki je zelo močan in sunkovit veter, je bila sicer v prejšnjih desetletjih že precej raziskana, vendar novejše metode zaznavanja omogočajo boljši zajem podatkov. Tako z našim ultrazvočnim anemometrom zajemamo podatke na sekundni skali, se pravi vsako sekundo si izmerimo hitrost in smer vetra. Trenutno imamo tak anemometer postavljen na strehi Univerze v Ajdovščini. Je pa podobna naprava tudi še pri observatoriju na Otlici, vendar tam trenutno sistem omogoča zgolj zajemanje 10-minutnih podatkov. Pri zadnjem pojavu, se pravi kakšen teden nazaj, ko smo imeli močen pojav burje, smo izmerili hitrost in smer vetra tekom celotnega pojava. Pri tem je bilo zelo lepo jasno, da je bila v prvem večeru burja zelo močna, se pravi dosegala v sunkih tudi do 130 km/h, medtem ko se je nato čez noč in proti dnevu veter obrnil v jugovzhodnik. Se pravi, smo dobili v bistvu ob prehodu fronte drugačen veter. Jugovzhodnik v Vipavski dolini pomeni v bistvu tok zraka vzdolž Vipavske doline, medtem ko burja
tipično pomeni severovzhodni veter, se pravi tok čez gorsko pregrado. Začetne raziskave kažejo predvsem na to, da sta to dve zelo izraziti smeri vetra v naši, tukaj v Vipavski dolini. V prihodnje pa bi predvsem radi raziskali še, kako se obnašajo sunki burje, ki so njena najbolj taka očitna značilnost, ki tudi dela težave v prometu in v gospodarstvu. Tako da je v bistvu bi bilo zanimivo vedeti, kako te sunki sploh nastajajo, kako pojenjajo in tudi kako pogosti so, kako je porazdeljena njihova moč, kdaj se tekom sinoptične situacije pojavljajo najmočnejši sunki in tako dalje. V Centru za raziskave atmosfere je so zaposlena v bistvu samo dva starejša raziskovalca, imamo pa cel kup študentov. Ta hip imamo dva doktorska študenta, z nami dela tudi en dodiplomski študent in pač moram reči, da je to krasno, da delo študenti je nekaj, kar je izjemno lepo, od tega nekaj odnesejo študenti. Študenti so tipično zelo zagnani, zelo inovativni in jaz mislim, da raziskovalno delo pač mora potekati na tak način, v povezavi s študenti in v povezavi s pedagoškim delom. In pri nas to poteka tudi kar uspešno. Sem Marko Žagar, sem dodiplomski študent fizike na tej fakulteti, trenutno v drugem letniku in sodelujem v tem laboratoriju, v bistvu pomagam Maruški Mole malo pri analizi podatkov iz Otlice. V bistvu delam diagrame, ki prikazujejo, kako se je vreme, določeni parametri vremena, kako so se spreminjali tekom dneva v tednu, na primer. V tem laboratoriju seveda pridobivam precej takega praktičnega znanja. Je zelo lepo videti tudi ne samo teoretični del fizike, ki ga vidiš v predavalnici, ampak tudi ta praktični del, da vidiš, kako v resnici se dela na temu potem. Da vidiš samo prakso, kje boš v življenju v resnici poleg delal potem, ko končaš študij. Za mojo diplomsko nalogo sem pač izbral ne izdelati, izdelan sem v bistvu že dobil elektronika, merilec za svetlost nočnega neba. Jaz v okviru svoje diplomske naloge ga bom pač kalibriral in potem meril z njim, kako je to s tem v našem okolju. S tem pa pač merimo to naravno sevanje nočnega neba, ki pač prihaja od zvezd in raznih pojavov v atmosferi, in tudi to svetlobno onesnaženje, ki pač ima tudi vpliv na naravno življenje, na človeka in na take stvari. Hello everyone, my name is Wang Longlong. I'm coming from China. Last year I come here pursue my PhD as a freshman. Now I'm working with LiDAR. I'm very happy to have this opportunity to introduce my study. I expect get my PhD degree and continue studying the LiDAR technology. Sem Marko Vučković, sem doktorski študent na Univerzi v Novi Gorici. Moje doktorsko delo je, se ukvarjam z raziskavami ionosfere in vpliv ionosfere na satelitsko določanje lege. In sicer vpliv ionosfere na nove GNSS signale, kot recimo Galileo signali in novi GPS signali. In
karakteristike ionosfere lahko izmerimo z uporabo sprejemnika ali tudi z uporabo ionosonde recimo ali polarimetrov, ki tudi delam na Univerzi v Novi Gorici. V tem laboratoriju sem skoraj 3 leta, ne, in sem zelo zadovoljen s opremom, ki imamo na univerzi, tudi s mentorjem. Skozi ta laboratorij je šlo že kar nekaj študentov in z veseljem lahko rečem, da vsi doktorski študenti, ki so tukaj doktorirali, so brez težave dobili službo. No, zadnji 3, ki so doktorirali, 2 sta dobila profesorske poziciji na univerzi na Kitajskem, ena študentka pa je podoktorska raziskovalka na univerzi v Bernu v Švici. Tako da smo zelo navdušeni nad študenti in z veseljem vse, ki jih to zanima, sprejmemo in vključimo v svoje delo. Ta prostor, kjer smo, je del univerzitetnega kampusa v Ajdovščini in v Ajdovščini se ne samo izvaja študij fizike, ampak so tudi vsi raziskovalni laboratoriji z področja fizike in raziskave materialov in po mojem mnenju je to eno zelo zanimivo in stimulativno okolje tudi za študente, ki seveda ne samo v našem laboratoriju, ampak tudi v ostalih laboratorijih sodelujejo že na nekako dodiplomskem študiju.